Bangladeš se sooča s tisočimi begunskimi otroci, ki so brez staršev. V strahu pred smrtjo so pobegnili pred nasilje v Mjanmaru. Bomboni so zanje razkošje. Srečni so, da so dobili zavetišče, obleke in topel obrok. Zaradi nasilja so ogromno izgubili. Velika večina tudi svoje starše. Otroci povedo grozljive zgodbe o tem, kako so vojaki pobili njihove starše in stare starše. Humanitarci, ki rešujejo življenja otrok v tem delu sveta, so povedali, da se otroci zbujajo v nočnih morah in da je potrebno nasilje v tem delu sveta zatreti. Sirijski režim je izvedel zračni napad na mesto Marat al-Numan. Sirijska civilna obramba, ki je znana pod imenom Bele čelade, je sporočila, da so sirijska letala izvedla napad, v katerem je bilo ubitih več ljudi. Britanski vojni opazovalec je poročal, da je bilo v stavbi najmanj 11 ljudi, med njimi tudi 2 otroka, in da se bo število smrtnih žrtev zagotovo še povečalo. Prebivalci mesta Biloxi so si oddahnili, ko so se prebudili v novo jutro po divjanju orkana Nate. Težave je povzročal močan veter in hudourniki, ki so jih povzročile padavine. Ljudje so čistili veje svojih dvorišč. Večje gmotne škode pa ni bilo. Površine ob obali so bile naplavljene, vendar je do jutra voda že otekla. Zjutraj so začeli sanacijo razbitin, vejevja in peska po mestu. Žrtev in ranjenih ni bilo. Nate je že 4. nevihta, ki je v manj kot 2 mesecih prizadela Združene države Amerike. Na severozahodnem delu Moskve je v trgovskem centru z gradbenimi proizvodi izbruhnil velik požar. Velik oblak sivega dima je prestrašil okoliške prebivalce. Gasilska brigada je takoj pričela z reševanjem obiskovalcev centra in z gašenjem ter nadzorovanjem požara. Na pomoč jim je pri gašenju iz zraka priskočil tudi helikopter. Požar je povzročil nevšečnosti na bližnji avtocesti, saj je gosti dim oviral promet. Hitra odzivnost vseh odgovornih je bila vzrok, da ni bilo nobenih žrtev. Nivo vode v reki Hanjeng na Kitajskem se je drastično dvignila in povzročila grozljive poplave. Vzrok za poplave je bilo obilno deževje. Ljudje so ostali ujeti v svojih domovih, ko je reka zvečer in ponoči začela poplavljati. Humanitarne organizacije so takoj pričele z evakuacijo, prizadetim ljudem pa nudile zatočišče in hrano.